Kdo je Silvija? Silvija je majhna, mlada, drobna, Nekakšna je, kdo je? simpatična gorilica, ki je zaljubljena v Gregorja, prav tako strašno simpatično gorilico. Velik del svojega vsakdana preživi na socialnih omrežjih, preostali del svojega vsakdana pa sanjari o boljšem, drugačnem življenju z Gregorjem, seveda. Kaj pa Gregor? Kdo je? No, kot je soigralka že spoilala, Gregor je tudi gorilica. V bistvu gorila, ampak on je tak debel. V bistvu sploh ni debel. On je v bistvu ta gorila, ki misli, da je debel, pa misli, da je celega hudiča narobe z njim, pa ni nič v bistvu z njim narobe. Živahen, vesel fant, smislom za humor, rad nabira banane, kokose, skače po džungli. In poje vse, kar leze Poje in gre. vse, kar leze in gre, ker je konstantno lačen. Danes je izgled izjemno pomemben. Na socialnih omrežjih je ustvarjanje uspešnega imidža postalo celo poklic. V kakšni meri je skrb za zunanjo podobo lahko omejitev v medsebojnih odnosih? Ja, definitivno je to zelo resna stvar, dan današnji, po mojem mnenju. Namreč socialna omrežja nam vsiljuje vse mogoče ideale, kako se oblačiti, kaj jesti, s kom se družiti, na kakšen način delovati. In s tem, ko poskušamo biti podobni tem namišljenim idealom, ki jih je nemogoče doseči, postanemo predvsej ne v stiku sami s seboj, izgubimo svojo pristnost in posledično seveda ne moremo biti pristni niti v medsebojnih odnosih, po mojem mnenju. Torej, jaz mislim, da je to velik problem in ne samo med mladimi, žalostno je, da tudi med nekoliko manj mladimi obstaja isti trend. Jaz težko rečem, ker ne poznam nobenega influencerja osebno, da bi videl, koliko vplivajo pač te medsebojni odnosi z njimi. Ampak jaz se strinjam, kar je Tina povedala, ja, da začne vplivati malo, ko se ti toliko koncentriraš na to, kakšen live predstavljaš v tem telefonu. Zna vplivati zihar, ne? Pozabiš nase. Pozabiš nase, ja. Ampak nase ne smeš nikoli pozabiti. Katera je replika ali situacija iz predstave, ki se te je najbolj dotaknila? Ne vem, če se me je najbolj dotaknila, ma bom povedala eno, ki je po mojem najbolj bistvena oziroma zanimiva. In namreč v nekem trenutku Gregor reče, pa mi zdaj pomagaj, če povem prav. Da se spomnim teksta. Ti pa gotovo iščeš mene, ne? Gregor je debel in Visok, velik. In Silvija reče, ne, skoraj jokajoče piše v didaskali. Gregor ni velik in debel, ampak Gregor je visok in močan. In to se mi zdi bistveno, kolikokrat v življenju nasploh vidimo sebe z drugačnimi očmi, kot nas vidijo drugi in smo zaradi tega zafrustrirani na nek način, ker ne znamo samo biti to, kar smo, izpostaviti svoje lastnosti, take kot so, in biti iskreni in pošteni sami sabo. Ja. Poleg kostuma, ki si ga bom definitivno zapomnil, se pa najbolj, ko mi zdaj v glavi zveni, je zdaj to vem. Ko vem, da z mano ni nič narobe. Pa čeprav mislim, da je celega hudiča narobe z mano, ugotovim, da pač to je, kar je, no. Sem kakršen sem. Sem kakršen sem, sprejmi to, kar ti je Bog dal in pejdi, no. V džunglo živeti. Mislim, ne iti v džunglo živeti, no, ampak tako pač. Pejdi v svet, ne, tako kot si. Kaj bi Silvija svetovala Gregorju?
Ja, zelo klišejsko se bo to verjetno slišalo, ampak naj se neha obremenjevati z vsemi stvarmi in naj se sprejme takšnega, kot je. Naj poišče tisto, kar je njegovo, kar ima najbolj rad in naj gre suvereno v svet z vsem tem, kar je v njem in na njem. Ja, jaz bi pa rekel, kakšno novo lasuljo bi si lahko zrihtala, pa kakšne krajše petke. Ne, se hecam. Ja, definitivno to pač. Si v redu takšno kot si, Ja, hvala. Silvija, nič ni narobe s tabo, zdrži. Ja. Na vajah sta imela prednost, da je bil skladatelj tudi vajen korepetitor. Je petje oziroma glasba del vajnega gledališkega vsakdana? Ja, zadnji mesec je glasba zagotovo del najinega gledališkega vsakdana. Imeli smo veliko srečo, da je skladatelj, hkrati tudi naš korepetitor, in to mislim, da je nekaj odličnega. Vedno smo ga pogrešali, kadar ga ni bilo na vajah. Vaje niso bile Pa popolne. bombončke nam je prinašal. Ja, in moramo povedati, da je naredil eno odlično delo. Ene krasne skladbe so nastale. In lepo nam je bilo z njim. Ja, Ne? ja. Ja, Lahko poveš, kdo je naš skladatelj? naš skladatelj je pa Stefano. Zahar. Mlajša publika zahteva veliko od igralcev. Kateri je vajen glavni adut pri učinkovitejšem posredovanju sporočila te predstave? Težko vprašanje, ne vem, kaj je glavni adut. Jaz se načeloma ne lotevam otroških predstav drugače kot predstav za odrasle. Vedno mislim, da mora biti glavni adut iskrenost. To zazna in otroška in nekoliko starejša publika, po mojem mnenju. In tudi zdaj se bomo trudili, po mojem, v to smer, da bo predstava iskrena. Edina razlika je po mojem ta, da so mlajši bolj iskreni v smislu, da povejo, kaj jim ni všeč in kaj jim je všeč. Starejši dostikrat zamižijo na eno oko, pa reče vse je v redu, kar pri mlajših ni, zato jih je, ja, narediti iskreno in jaz mislim, da je to je vedno v redu, po mojem, za kakršnokoli predstavo. Ja. Pa meni mogoče pomaga tudi to, da sem malo otroči po naravi še vedno. In duhovit. Otroči bolj, no. Hvala, no. In tako, pač, ne vem. Ja, poskušali bomo še biti na nekih mestih duhoviti, na nekih mestih vzbuditi neko empatijo pri gledalcih in če dosežemo to troje, mislim, super. da smo V na kratkem dobri času. poti. Ja. Bomo zbombardirali z dobro voljo. In to, ja.